najčistejšimi zimskega zraka, nam bodo zdaj pričarale zarjavele lajtenke s pesmijo Nisem več s tabo. Žal za zvezde na nebu, lahko ti je žal za nedolžne oči. Tudi rože na oknu kmalu venijo, če vzameš toploto in ugasneš luči. Nisem tako nor, da bi kopal se v jamo, nisem tako star, da bi se mi kam mudil. Vse, kar sem hotel in želel od tebe, je, da se zjutri ob teplo zbudim.
Vokalna glasba je na Škofijski nekaj posebnega in izjemno cenjenega. Imamo veliko zborov, ki so res neverjetni. Letos je bil dekliški zbor celo na Tajvanu. Z njimi sta bili tudi Teja Kobal in Marija Travnik. Danes nam bosta zapeli božično pesem Jingle Bell Rock. Ob njima bodo zapisali tudi Klavževi angelčki. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Ko v zgodnjih jutranjih urah končno popusti učinek energijskih pijač, In nas le nekaj ur zatem zbudi nadležni zvok budilke, bi se najraje oblekli nazaj v posteljo in se pokrili čez glavo. v teh težkih in krutih časih skupnih testov nam ni ravno do smeha. Da se bomo spet končno nasmejali, bodo poskrbeli Pija Sečnik, Hana Kavčič in Tadej Mihevčič. Torej, ja, zdaj bomo naša skupina škofilarjev vam zaigrali en prizor, ki se mu reče govorilna ura. In sicer gre pa takole, imamo dva starša, ki imata otroka, ki je v šoli nekaj naredil in bo zato dobil kazen. In zato sta vprašala govorilne ure k ravnatelju, ki pa ne ve, kdo je ta otrok, kaj je naredil in kakšna bo kazen. In zdaj bom jaz, torej vi boste, s pomočjo vas bomo določili, kdo je otrok, kaj je naredil in kakšna bo kazen, ampak jaz, ravnatelj, tega ne bom vedela in bom prek prizora to mogla ugotoviti. Tako da zdaj boste takole s Hano, kar dajte predloge in boste zbrali predloge, jaz grem pa ven, da ne bom vedela, kaj se dogaja. Dobro. Potrebujemo 3 predloge, torej kdo bo ta slavni otrok, ki je nekaj v špiču, kaj je v špiču in kaj si zasluži za kazen. Zdaj pa vaši predloge. Najprej, kdo bi bil ta slavni otrok? Dajte, kar dajte predloge. Sej... Dobro, mislim, da bi to šlo čez, ja. Zdaj pa, kaj je naš otrok v špiču?
Še kakšen predlog? Drugače imamo tudi tukaj predlog alkohol na ekskurziji. Dajmo še kakšen predlog, Okej. pa bomo pa videli. Vzamemo. Ok, vzamemo. Zdaj pa še, kaj bi si zaslužil za kazen? Lahko je neki full random. Pa fajn je, če ni povezano s tem, kdo je ali pa kaj je naredil. Dajmo predlogi. Kazen. Najbolj izvirna kazen možna. Rečite. Van, vi, nekje. Tam. Lahko? Da mora po vsaki uri zapeti eno pesem. Še kaj? Okay. Še kakšni predlogi? Okay. Ja, bo DKD, samo zdaj kakšne oblike DKD. Kaj, čak, tam je bil predlog, kaj? Fajn je, če ni povezano s tem, Da je kdo je profesor. ali pa kaj. Kaj? Tam nekje zadnji. Da rab poleti Lahko na poleti Luno. na Luno. Ok, meni se zdi to dobra ideja. Dobro. Zdaj pa gremo Okej. po ravnatla. A se zaderemo vsi pija na glas. 3, 4, zdaj. Še glasnej. Okay. 3, 4, zdaj. Pija! Okay. Dober dan, hvala, da ste se oglasili na govorilnih urah, ker zdaj imamo resne težave. Ja, gospod ravnatelj, situacija je taka. Meni se zdi, da je kazen za našega otroka, ki je zelo brihten, malo previsoka. Gospod, čeprav je vaš otrok zelo nadarjen, vseeno kazen mora biti vzgojna, ker v naši šoli manire pa vseeno imamo ene. Kaj pa, če bi kazen omejili tako na vsaj recimo šolski okoliš? Lejte, ne moramo vse v šoli delati, včasih je treba kam tudi iti. Sploh, če je kazen, sem rekel, da vzgojna. Poglejte, vemo, da ta šola ekskurzije jemlje zelo resno, ampak se mi zdi, da kazen, čeprav so bili daleč stran, je še zmeram predaleč za naše cilje in to, kaj naš otrok sploh zmore. Poslušajte, tudi če naredil stvar na ekskurziji, bo kazen kazen. Sem veste, on je zgleden primer čajevca. Ja, Poglejte, naš otrok je zelo brihten, zmeram ga je zanimalo, kaj se je v preteklosti zgodilo. Vemo, da Lejte, najin otrok je res eden bolj splošno razgledanih ljudi, kar jih imate na tej šoli. In jaz ne vem, zakaj bi ga zdaj pošiljali tako stran. Zakaj? pa ne samo tako stran, nemogoča razdalja. Kako bo prišel tako daleč gor? poslušajte, kazen je pač kazen. Rekel sem, da mora v vesolje in šel bo v vesolje. Pa če bi bilo vsaj vesolje, še dlje more iti. Šel bo izven vesolja, ok? Kar sem rekel. Šel bo v nebesa. Ok, to ne. Smo na Škofijski, ampak našega otroka ne boste ubili. Ampak kako bo tja pristal, me zanima. In še to, lejte, vem, da se naš otrok rad druži s prijatelji, pa gre v kakšno bližno gostilno radi. Ste že kdaj slišali za Miškota, ne? Ja, in to je problem. Poslušajte, če gre on na ekskurziji se napit, bo pač zdaj šel v pekel. Ravnatelj, ne, mislim, nikamor ni šel. Tok pa je že racionalen, kar rab prinese s sabo. Lejte, jaz se zavedam, da je vaš otrok biser naše šole, ampak še vsem je alkohol mladoletnim osebam prepovedan. Vseeno, če je alkohol prepovedan, to ni razlog.
da date tako kazen. Sej naš sin ni Armstrong. Naš sin je pač priden, brihten učenec, mogoče ne mara kakšnih ljudi, včasih malo ima zanimive izjave, ampak vseeno ne morete ga kaj gor posrati. Poslušajte me. V šolskem zapisniku piše, če otrok pije med šolskim časom alkohol, bo šel na luno. Sam nekateri kolijo otrok, no. Tudi, če je to vaš brihten Zois. Pa kakšen Zois? Mislim, ve tudi o Zoisu, jasno, da ve o Zoisu. Ampak Zois se ne zbira v ŠKG zbornici, gospa. Tudi, če je to gospod Jernejčič. Tako da, starša Jernejčič, vaš gospod Jernejčič bo odšel na luno, ker je pil alkohol in vse mi je. Dovolj, izpisan bo iz te šole, konec. Torej, če sem prav ugotovila, je bil to Jernejčič, ki je pil alkohol in gre za to na luno. Hvala. Ker brez besed boš povedal, da imaš narad. Božični čas naredijo čarobni ljudje, ki so ob nas, ne pa lučke, ki zunaj visijo že od začetka novembra. Pomembno je, da imamo ob sebi ljudi, ki nas imajo resnično radi. Ljudi, ki ne znajo pogreti s toplo besedo in prijaznim pogledom. Na oder vabiva Nežo Zajc, ki nam bo zapela pesem Tople oči, pevke Ine Bušlar. Na klavirju jo bo spremljala Karolina Mavrič. Redki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat,
da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Da jesen ne bi prehitro odšla iz naših src, se bomo še malo spomnili na njo. V Ribnici vsako jesen začnejo z ribniškim sejem. Tja pridejo najrazličnejši prodajalci z razno vrsto hrano, ki kasneje nabira prah na naših domačih policah. Danes nam bo tu vzdušje pričaral ansambl Krajcajt s pesmijo na ribniškem sejem. Ne bi bilo Miklavževega koncerta brez svetega Miklavža. Upava, da ste se celo leto pridno učili, da vam njegovo spremstvo ne bo delalo težav.
Pozdravljeni številci. Spet sem med vami. Kje so pa partnerji? Leto je naokrog in spet vas vidim, pridni obrazi pred mano. Tako, tudi letos vam nekaj prinesel. Zdaj pa le pogledajte pod stole in sicer dva srečneža bosta našla rumen in vijoličen listek. Kada nisem tako še gledal. Naj se mi najprej priključi tisti, ki je prejel vijoličen listek. Dokler čakamo, da bo vijoličen listek odkrit, naj se mi pridruži tisti, ki je prejel rumen listek. V čokoladni obliki. Ne gledam, boš tako pridem še naprej. Še enkrat povejte. Letos ti za tvojo pridnost podarjam bon v višini 5 evrov, ki ga lahko izkoristiš v Brušnikove pekarni. Sedaj pa se približuje čas mojega odhoda. Lepo vas prosim, da vsi, ki ste listke pobrali iz stolov, date nazaj na svoje mesto. Sedaj pa dobro se učite in še naprej bodite tako pridni, kakor ste. Z Bogom! Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognje meta v tvojih očeh. Si rekla, tedaj le v meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. So vzeli zares nasmeh do ušes, jih misel s seboj bom tja gordo lepil. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga nazaj. Daj
smeh se drži, po glavi hodi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognje meta v tvojih očeh. Tedaj le meni skrivaj, besede čarobne in pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmej do ušes in pisal s teboj bom tja gor do nebes. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga roko mi podaj, daj mi poljub, pa ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljub, pa ti vrnem ga in roko mi podaj. Zdaj leta teku, kot nikdar tako, in čakam, da spet ti podava roko. Da stisnem objem, še pri nas spet grem, predaleč od tebe, pojoč te naprej. Daj